Ko ugotoviš, da ti manjka pogovorov, ne pojdi drugi osebi razlagati, več se morava pogovarjati. Ker s tem ti sebe krcaš na ladjo, ki ni tvoja. Kadarkoli želiš imeti več jasnosti v odnosu, kadarkoli želiš bolje razumeti drugo osebo, kadarkoli se ti zdi, da ne razumeš, kam ta odnos pelje, kaj ta odnos pomeni, kadarkoli si v dvomu, v kateremkoli odnosu, pa naj bo to z družinskim članom, s partnerjem, z otrokom, s prijateljem, ni važno. Najpogostejša napaka, ki jo ljudje storite, je, da se sprašujete, kako ta oseba doživlja mene, zakaj se ta oseba tako obnaša, kaj ta oseba misli, in se pravzaprav svojo energijo ukrcate kot na ladjo, se ukrcate v zavest in energijo druge osebe in postanete še bolj zmedeni, zato ker v resnici nikoli ti kot oseba nimaš zares polnega dostopa do celotne zavesti druge osebe. In torej, kar se zgodi, ko se tako ukrcaš v ladjo druge osebe, ti pobereš samo delčke zgodbe in si sestaviš neko svojo iluzijo, neko svojo zgodbo, zakaj je situacija takšna, kot je. Naprimer, imaš občutek, da bi tvoj partnerski odnos potreboval malce več prebuditve ali povezanosti, in potem, kar greš razmišljati, zakaj tvoj partner trenutno ni tako predan, kaj se z njim dogaja, kako pa to, da zdaj tako deluje. In torej, to je klasičen primer tvojega ukrcavanja na drugo ladjo. Naprimer, ko imaš težave z otrokom, kar storiš je, začneš razmišljati o njem, zakaj je on zdaj takšen, kako da se tako počuti, kako mu lahko pomagaš. Spet, klasičen primer tvojega ukrcavanja na ladjo druge osebe. Imaš težavo v poslovnem okolju, v tvojem delu in se sprašuješ, zakaj pa je zdaj šef tako odreagiral, zakaj pa zdaj ti tega nisi dobil, kako pa to, da so oni sedaj se do tebe tako obnašali. Torej, spet se ukrcavaš na ladjo druge osebe. In torej, samo prepoznaj, kolikokrat v življenju se ukrcavaš na ladjo, ki ni tvoja. In kadarkoli to počneš, ti nikoli ne dobiš zares odgovorov, ki jih iščeš. Torej, če ti želiš razumeti odnos, kar potrebuješ, je ukrcati se v svojo ladjo. In torej, ne se spraševati, zakaj je ta oseba takšna ali pa kako to, da je zdaj ta odnos takšen, ampak se poglobiti vase in se vprašati, kaj si jaz želim, to je prvo vprašanje, kaj si jaz želim v tem odnosu v sebi čutiti. Oziroma, kako se jaz želim v tem odnosu počutiti. Se pravi, postaviš sebi vprašanje, po kakšnem občutku hrepenim. In recimo, da prepoznaš, da hrepeniš po občutku povezanosti. Potem si postaviš drugo vprašanje, ko ugotoviš, kaj je tvoj občutek. In tvoje vprašanje je, kje bi jaz sebi lahko dal več povezanosti? Kje bi jaz lahko v svojem življenju sam s seboj in jaz z drugimi aktiviral to povezanost? Oziroma drugače, kako sem jaz lahko najbolj povezana oseba na tem svetu? Kaj moram storiti, da bom najbolj povezana oseba na tem svetu? In potem dobiš določen odgovor. In potem je tvoja naloga, da greš in to počneš. Dobro poslušaj, ko se v tvojem odnosu ustvari primanjkljaj nečesa, je to tvoj primanjkljaj, ne primanjkljaj druge osebe. Morda druga oseba sploh ne opazi in ona nima tega primanjkljaja. Kar pomisli, kolikokrat se ti je že zgodilo, da si v odnosu rekel, joj, tako zelo pogrešam, da bi to počela, druga oseba pa sploh ne pogreša tega. Zakaj gre? Gre za to, da odnos, ki ga doživljaš, ni skupen odnos, je samo tvoja polovička odnosa. To pomeni, ti imaš odnos s partnerjem ali z mamo, očetom, otrokom, ni važno, in to je tvoj odnos, to ni odnos te osebe do tebe. Ta oseba ima svoj balonček odnosa.
Se pravi, če si predstavljaš, da si ti povezan z drugo osebo in je med vama krog, ti imaš svoj krog, oseba ima svoj krog. Kar pomeni, da ko rečeš najin odnos je takšen, v resnici govoriš narobe, zato ker je vedno tvoj odnos do te osebe je takšen. In torej, ko imaš primanjkljaj nečesa v odnosu do druge osebe, ne gre za to, da vama to manjka, tebi to manjka. In takrat se vprašaš ta vprašanja. Kakšen občutek pogrešam? Kaj je tisto, kar želim čutiti? Ugotoviš, kaj je tisto, kar pogrešaš, in potem se vprašaš, kako lahko postaneš ti najbolj poln tega. In potem, kar začneš, je, da začneš sebi in v odnosu dajati točno to. In kar se zgodi je, s tem izravnaš svoj primanjkljaj, pa ne samo to, v trenutku, ko začneš ti vlagati to v odnos, ta oseba začne to živeti s teboj. Naj predam primer. Recimo, da ti v tvojem partnerskem odnosu pogrešaš pogovore. Imaš občutek, da ni dovolj pogovorov. Kar storiš je, da se vprašaš, po kakšnem občutku hrepenim. Pogovor ni občutek. Vedno moraš najti občutek. Torej, zakaj hočem pogovore? Po čem v resnici hrepenim? In recimo, da ugotoviš, da potrebuješ pogovore zato, da se počutiš blizu. Se pravi, je tvoj hrepeneč občutek bližina. In ko si postaviš drugo vprašanje, kako lahko postanem oseba, ki ima največ bližine s seboj in z drugimi, ugotoviš, da si lahko bližino daš tako, da naprimer nosiš bolj tesna oblačila. Lahko si daš bližino tako, da si, ko srečaš ljudi, da jih objameš, da jim fizično se postaviš bližje. Lahko bližino aktiviraš s tem, da se bolj poglobiš v pogovore z ljudmi, ki jih srečaš, da te res zanima, kaj se z njimi dogajajo. In torej, kar se dogaja, je, ti začneš kultivirati bližino v sebi, v odnosu do vseh ljudi, ne samo do tvojega partnerja, kjer pogrešaš pogovore, tudi pa v odnosu s partnerjem, da mu daješ fizično bližino, da sebi daješ bližino z njim. In kar se zgodi je, ker ti v odnos prineseš bližino, v odnosu ustvariš polje, da je lahko tam več bližine. In oseba nasproti tebe v to polje vstopi s teboj. Zavibrira s tem poljem, ki ga ti odpreš. In posledično ta ugotoviš, da ti manjka pogovorov, ne pojdi drugi osebi razlagati, več se morava pogovarjati. Ker s tem ti sebe krcaš na ladjo, ki ni tvoja. Ti moraš postati oseba, ki ustvarja ogromno bližine, zato da so pogovori samoumevno nadaljevanje te bližine. In lahko tukaj vstaviš kakršenkoli primer. Morda želiš v svojih odnosih karkoli drugega. Vedno gre za isti princip. Najpreprosteje povedano, to, kar želiš, da ti je dano, ti prinesi v odnos. In to ti bo dano.